Lepo pozdravljeni. V prispevku v nadaljevanju bom predstavila nov strokovni dokument, ki smo ga v izobraževanju odraslih dobili v letošnjem letu. Pridobili smo smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. V svojem prispevku bom najprej predstavila izhodišča, ki so nas vodila pri pripravi smernic, strukturo smernic, ključne poudarke v vsebini in organiziranosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in na kratko pogled naprej. Na samem začetku pa naj povem, da pripravljavce smernic je ves čas vodila ena misel, da so odrasli v središču priprave vsebine svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih, ki se bo izvajala kot javna služba, in seveda ob njih svetovalci kot ključni dejavniki kakovostne izvedbe svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Z vidika izhodišč za pripravo smernic naj najprej izpostavim Zakon o izobraževanju odraslih, ki smo ga dobili in sprejeli v letu 2018, ki je v 52. členu opredelil, da je svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih del javne službe, poleg osnovne šole za odrasle. Pri snovanju smernic smo upoštevali tudi dosedanji razvoj, prakso in vlaganja v svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v slovenskem prostoru, v različne projekte, v okviru katerih smo razvijali vrednotenje znanj in spretnosti odraslih v izobraževanju odraslih in pa tudi iz področja organiziranega samostojnega učenja odraslih. Na kratko, pa včasih mogoče poenostavljeno, kar rečemo, da smo izhajali iz izkušnje mreže delovanja središč ISIO in središč za samostojno učenje odraslih. Evropske in nacionalne strateške in strokovne usmeritve so bile naslednje naše izhodišče, ki smo ga upoštevali. V zadnjem času se najpogosteje sklicujemo na naš krovni evropski dokument Poti spopolnjevanja, nove priložnosti za odrasle, ki je svetovalno podporo in vrednotenje znanja odraslih postavil v samo središče tega dokumenta in v samo središče podpornih aktivnosti za nadgradnjo kompetenc odraslih, še posebej manj izobraženih odraslih in odraslih z nizkimi spretnostmi. V letošnjem letu smo v Evropski uniji dobili nov skupni krovni dokument na področju razvijanja znanja in spretnosti. Imenuje se Program za znanje in spretnosti za Evropo. Izobraževalci odraslih smo ga zelo veseli, kajti ta dokument je kot krovni evropski dokument v samo središče postavil pomen vseživljenjskega učenja in posebej izpostavil pomen nenehne nadgradnje tako temeljnih kot poklicnih kompetenc odraslih v vseh življenjskih obdobjih. V tem dokumentu je še posebej izpostavljeno, da je potrebno povečevati dostopnost odraslim do vseživljenjskega učenja in seveda svetovalna dejavnost je lahko ena od ključnih podpornih dejavnosti, ki povečuje to dostopnost. Med nacionalnimi strateškimi strokovnimi dokumenti vsekakor moramo omeniti sedanjo resolucijo nacionalnega programa izobraževanja odraslih, ki se v tem letu izteka, a se pripravlja že nova in lahko rečem, da tako v iztekajoči kot tudi v novi je svetovalna dejavnost opredeljena kot ena ključnih podpornih dejavnosti za doseganje nacionalnih strateških in strokovnih ciljev v izobraževanju odraslih. Nenazadnje smo upoštevali pri snovanju smernic tudi to, da je svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih del svetovalnih dejavnosti, ki bi jih lahko rekli kot omrežje svetovalnih dejavnosti v slovenskem prostoru. Pomembno je, da se zavedamo, da se v snovanju in izvajanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih povezujemo s kariernim svetovanjem na zavodih za zaposlovanje, šolsko svetovalno službo v osnovnih šolah, v srednjih šolah, s kariernim svetovanjem v podjetjih, v nevladnih organizacijah in še kje. Tako da smo dejansko upoštevali, da smo del sistema vseživljenjske karierne orientacije, tako kot ta sistem trenutno opredeljujemo v slovenskem prostoru. V nadaljevanju bom na kratko predstavila strukturo smernic.
Smernice je pripravila delovna skupina, ki je bila imenovana s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport. V skupini smo bile vključene sodelavke Andragoškega centra Slovenije, predstavniki izvajalskih organizacij, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Centra za poklicno izobraževanje. Vodja skupine je bila magistra Katja Dovžak, vodja sektorja za izobraževanje odraslih in višje šolstvo. Strokovno in administrativno podporo je zagotavljal Andragoški center Slovenije. Poudarila bi, da gre za prve smernice za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, in da je smernice sprejel strokovni svet za izobraževanje odraslih na svoji seji 5. junija v tem letu. Strukturna smernica je razvidna iz drsnice. Izpostavila bi, da smo v uvodu smernic namenili kar precejšnjo pozornost opredelitvi ključnih terminov, ki jih uporabljamo v smernici, saj smo ocenili, da je to pomemben vidik, da bojo bralci, ki se bojo srečali s smernicami, prepoznali, kaj so tiste ključne vsebine, ki stojijo za posameznimi termini. V uvodu smo predstavili cilje in namen priprave smernic, še posebej smo izpostavili, katere cilje uresničevanja izobraževanja odraslih, opredeljenega po Zakonu o izobraževanju odraslih, dosegamo tudi z svetovalno dejavnostjo v izobraževanju odraslih. Kot sem že omenila, smo tudi v smernicah opredelili vsa ta izhodišča, ki sem jih navedla, za opredelitev svetovalne dejavnosti, kjer smo pa še posebej namenili tudi pozornost strokovno-teoretskim sodobnim spoznanjem, ki usmerjajo tako razvoj kot tudi izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. V poglavju vsebina smo podrobneje razdelali, kaj vse vključuje posamezna področja svetovalne dejavnosti, v poglavju organiziranost, kako in na kakšen način naj se izvaja svetovalna dejavnost v praksi, opredelili smo kadrovske in druge pogoje in v zadnjih 2 poglavjih v skladu z opredelitvami v Zakonu o izobraževanju odraslih tudi evidence in dokumentacijo ter presojanje in razvijanje kakovosti. Kako smo opredelili svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se bo izvajala kot javna služba v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih? Zakon je nanizal v 52. členu več, mi bi mogoče lahko rekli, vrst svetovalne dejavnosti. Delovna skupina se je odločila, da te, mi kar rečemo, alineje v 52. členu povežemo v 3 področja svetovalne dejavnosti. Tako, da v smernicah opredeljujemo svetovalno dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja, svetovalno dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih in pa svetovalno dejavnost pri samostojnem učenju. V naslednji drsnici je vsako od teh področij na kratko tudi opisano, vendar v tem prispevku se ne bom sprehodila skozi to vsebino, ampak bom v nadaljevanju podala samo nekaj ključnih poudarkov. Za vse tiste, ki pa si boste prispevek sprintali po posvetu, pa mogoče zaželeno, da imate na enem mestu tudi informacijo na kratko o vsebini posameznega področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Glavni namen in cilji svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ostajajo enaki, kot smo jih že zapisovali in sledili v preteklih letih. Svetovalno dejavnostjo želimo prispevati k večji dostopnosti v izobraževanje in učenje, k večji vključenosti in pa seveda tudi k večji uspešnosti in učinkovitosti odraslih v izobraževanju in učenju. Prispevati k večji dostopnosti je v naslednjih, zlasti 10 letih, še posebej velik izziv za področje izobraževanja odraslih in tako tudi za svetovalno dejavnost. Vemo, da namesto, da bi vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje po evropskem merjenju v našem prostoru naraščala, je v zadnjih letih stagnirala, tako da smo v letu 2019 imeli le 11,2% vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje. Za obdobje do leta 2030 smo si zastavili, da naj bi bila ta vključenost 19%. Mislim, da je to kar ambiciozen cilj in da bo zelo pomembno, da bodo vsi svetovalci, ki bodo vključeni v javno službo svetovalne dejavnosti, imeli kar veliko izzivov pred seboj.
Naj tudi izpostavim, da je potrebno odraslim z nizko razvitimi spretnostmi nameniti posebno pozornost pri povečevanju dostopa in vključevanja, saj podatki iz merjenja PIAAC kažejo, da imamo 400 tisoč odraslih v slovenskem prostoru z nizko razvitimi ravni spretnostmi. V smernicah smo opredelili tudi 7 temeljnih načel, ki usmerjajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Ne bi vsakega od njih na tem mestu posebej navajala, bi pa izpostavila enega, ki se nam zdi z vidika dela svetovalca ključen, to je strokovnost. V strokovnost ne samo pri načelih, ampak celotne vsebine smernic smo vložili veliko pozornosti. Želeli smo, da iz smernic veje to, kar so sodobna strokovna spoznanja, kako naj se izvaja svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih. Še posebej, kadar vključujemo ranljive odrasle, želimo, da se ta izvaja kot holističen, celosten pristop, da svetovalci zagotavljajo zaupnost, nevtralnost in objektivnost svetovalnega procesa, da so spoštljivi v tem procesu, včasih kar rečemo, da je pomembno, da svetovalec in odrasel, ki sta v svetovalnem procesu, vstopata v ta proces kot enakovredna člana in z tega vidika seveda toliko bolj zavedanje, da je odrasel postavljen v samo središče svetovalnega procesa. V smernicah smo vsled vsebine svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se bo v sklopu teh 3 področij svetovalne dejavnosti izvajala kot javna služba, naloge svetovalcev razdelili v 6 sklopov. Prvi je tisti najpomembnejši, to je zagotavljanje neposrednega svetovalnega procesa odraslim. V smernicah smo opredelili, da v sklopu vseh delovnih ur, vseh svetovalcev na letni ravni v posamezni izobraževalni organizaciji ne sme obsegati manj kot 50%. Posebej smo opredelili sklop informiranje, sklop načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela, razvojne naloge, sodelovanje in povezovanje znotraj in zunaj organizacije in pa seveda pomembno strokovno izpopolnjevanje. Seveda, kadar govorimo o tem, da se svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih izvaja kot javna služba, je prvi poudarek tudi ta, da bomo zagotavljali brezplačno svetovalno podporo odraslim. Drugi vidik je, da je svetovalna dejavnost namenjena vsem odraslim, tako potencialnim udeležencem kot tistim že vključenim v katerokoli izobraževalno organizacijo. Na tem mestu bi posebej poudarila, ne glede na to, da se bo svetovalna dejavnost kot javna služba izvajala na izobraževalnih organizacijah, ki so opredeljene kot ljudske univerze, bo svetovalna dejavnost namenjena vsem odraslim, ne glede na to, v katerokoli izobraževalno organizacijo se bodo želeli vpisati ali so že vpisani. Posebna skrb bo še naprej namenjena ranljivim odraslim, odraslim, ki imajo zaradi različnih oblik prikrajšanosti in ovir težji dostop do izobraževanja, in na katere te ciljne skupine smo opredelili v smernicah, zavedamo pa se, da je vedno in znova potrebno upoštevati specifičnosti in potrebe lokalnega okolja. Kdo so ranljivi odrasli v lokalnem okolju, ki ga pokriva posamezna svetovalna dejavnost, posamezen svetovalec, in zavedati se moramo, da so te potrebe, te specifike z leti spremenljive, zato smo v samo vsebino svetovalne dejavnosti vgradili tudi potrebo po stalni analizi potreb odraslih in širše lokalnega in regionalnega okolja, tako po svetovanju kot tudi po izobraževanju odraslih. Dotaknili smo se tudi vprašanja, kako priporočamo, da naj bo organizirana svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Nosilec svetovalne dejavnosti je izvajalec javne službe v izobraževanju odraslih. Priporočamo, da se ohranja dobra praksa in izkušnje iz dosedanjega delovanja središč ISIO in središč za samostojno učenje.
S tem, da pripravljavci smernic vidimo, da se v dejavnosti središč ISIO lahko poveže svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja ter svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, seveda v središču za samostojno učenje pa nadaljuje svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. Pomemben vidik je tudi poudarjen v teh smernicah, da se še naprej povezujemo pri izvajanju svetovalne dejavnosti tako znotraj kot zunaj organizacije. Znotraj organizacije nam že Zakon o izobraževanju odraslih določa v 39. členu, da se strokovni delavci povezujejo v strokovnem aktivu. V smernicah smo priporočili, da je del strokovnega aktiva seveda tudi svetovalec v izobraževanju odraslih. Z vidika povezovanja z organizacijami zunaj izvajalca javne službe pa seveda priporočilo, da se povezujemo v strateškem svetu in da povezujemo v strateškem svetu vse ključne organizacije, ki so nosilci bodisi razvoja človeških virov v našem lokalnem ali regionalnem okolju, bodisi razvoja svetovalne dejavnosti, bodisi razvoja in izvajanja izobraževanja odraslih. Dotaknili smo se tudi vprašanja, kako naj poteka način izvajanja. Poudarjeno je, da naj poteka svetovalni proces tako individualno kot v skupinski obliki, osebno, po telefonu, po elektronski navadni pošti, po spletu. Seveda temu slednjemu bomo še posebno pozornost namenjali v teh časih COVID-19 epidemije, kajti zavedamo se, da moramo še bolj okrepiti tudi različne možnosti svetovanja na daljavo in tudi na ta način možnosti izobraževanja v teh časih približati odraslim, še posebej ranljivim skupinam odraslih. Tudi z temi smernicami nadaljujemo razvojno delo na področju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, da poleg svetovalne dejavnosti na sedežu izvajalca svetovalne dejavnosti, le-to izvajamo tudi zunaj sedeža v obliki terenskega dela, bodisi na stalnih dislokacijah, bodisi z mobilno svetovalno dejavnost, z infokotički ali še s kakšnimi drugimi oblikami, ki jih bomo v nadaljnjem razvojnem delu še razvili, spet z namenom približati svetovanje in izobraževanje čim bliže odraslim, še posebej odraslim, ki se manj pogosto vključujejo v vseživljenjsko učenje. Opredelili smo tudi kadrovske in druge pogoje. Del kadrovskih pogojev določa tudi Zakon o izobraževanju odraslih v 26. in 19. členu. V smernicah smo še dodali pomen stalnega nadgrajevanja profesionalne usposobljenosti. Priporočili smo, da Andragoški center pripravi program profesionalnega usposabljanja za opravljanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Sodelavke na Andragoškem centru že snujemo in premišljujemo o modularno zasnovanem programu usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, ki bo pokrival potrebe in specifike vseh treh področij svetovalne dejavnosti. Vključili smo supervizijo kot del profesionalnega usposabljanja svetovalca v izobraževanju odraslih in tudi predvideli in priporočili uvajanje v delo za začetnike svetovalce v izobraževanju odraslih. Skozi dolgoletno izkušnjo ugotavljamo, da je delo svetovalca zahtevno, kompleksno in da vsak na novo vključen strokovni delavec v izobraževanju odraslih v svetovalno dejavnost v izobraževanju potrebuje določeno uvajalno obdobje, ne glede na to, ali ima tudi že mogoče daljšo kilometrino v izobraževanju odraslih kot izobraževalec odraslih. Opredelili smo tudi druge ključne pogoje, katera so spremljajoča dela in druge podporne dejavnosti, da bomo lahko izvajali svetovalno dejavnost v vseh 6 sklopih nalog, ki sem jih navedla na začetku, in pa seveda opredeljeni so tudi materialni pogoji. Strokovne sodelavce in vse vključene v delovno skupino je nekako sledilo smo nekako sledili pri opredelitvi pogojev to, da le-ti morajo biti opredeljeni tako, da bo zagotovljeno financiranje svetovalne dejavnosti v vseh teh razvojnih in specifičnih vidikih, ki jih želimo nadaljevati in nadgrajevati v naslednjih letih v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba.
Naj na kratko še povem, kako vidimo, da naj se svetovalna dejavnost kot javna služba implementira v prakso. Menimo, da prvo in ključno je potrebno zagotoviti udejanjanje javne službe v zadostnem obsegu kadrov in sredstev. Naj na tem mestu samo omenim z vidika vseh opredeljenih pogojev, ki sem jih navedla v predhodnem slajdu. Potrebno je zagotoviti še naprej stalen razvoj svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, da bomo tudi v praksi uresničevali vse cilje, ki smo si jih zastavili za svetovalno dejavnostjo in s tem tudi podprli uresničevanje strateških ciljev izobraževanja odraslih. Pomembno se nam zdi, da seveda nenehno v to naše delo vgrajujemo razvoj kakovosti in seveda zagotavljamo stalen profesionalni in karierni razvoj svetovalca. Le z povezovanjem vseh teh ključnih vidikov bomo zagotovo dosegali cilje, ki smo si jih s smernicami zastavili. Hvala.